Ja, na današnji predstavitvi gospe Kočarjeve smo pravzaprav videli, kje so razlogi, da sprejemanje občinskega prostorskega načrta traja v bistvu 3 leta dlje, kot bi lahko, oziroma dlje, kot bi po prvotnem terminskem načrtu naj trajalo. In v bistvu gre za zamudo zaradi spremembe zakona o urejanju prostora in pa zaradi večkratnega spreminjanja pravilnika o pripravi prostorskih načrtov, tako da tudi konjiška občina deli usodo ostalih 206 oziroma 204 občin, ki še vedno nima sprejetega prostorskega načrta. In najbolj žalostno pri vsem pa je, da nihče v tej državi ne more napovedati terminskega nadaljevanja tega sprejemanja prostorskega načrta. Kakšne posledice ima to za občino? Seveda, ko govorimo o tej zamudi, jaz mislim, da ni nobenega resnega investitorja, ki bi lahko čakal toliko časa, da bomo mi le uspeli ta prostorski načrt sprejeti. Kajti od ideje do investicije mora preteči čim manj časa, potem je takšen proizvod lahko konkurenčen. Seveda pa pomeni to, da investitorji se ne odločajo za gradnjo v naših krajih, oziroma na drugi strani smo danes slišali, da je marsikatera investicija bila postavljena izven meja Slovenije, kar nedvomno še posebej v današnji situaciji ne more biti nam v ponos. Kaj je tudi koncesija za zasebni vrtec? Kako se tudi občina pripravlja na bistveno večje izdatke na tem področju? No, pri podelitvi koncesije prvemu zasebnemu vrtcu v Konjicah smo danes storili prvi korak, to je prvo branje odloka o podelitvi koncesije, in mi predvidevamo, da bomo tudi drugo branje na naslednji seji speljali. Potem pa seveda sledi postopek razpisa in pa podelitve koncesije, tako da s 1. septembrom letošnjega leta bo ta prvi zasebni vrtec v celoti 100% program financiran tudi preko občinskega proračuna. Spet v bistvu pomanjkanje prostora v vrtcih, ko ste zgradili, ste mogoče v bistvu te pa celo premalo zgradili lani? Ne. V tem trenutku kaže demografska projekcija še naslednji 2 leti, potem pa se bo začel tisti upad, ki je pravzaprav tudi pričakovan glede na siceršnje gibanje prebivalstva v Sloveniji. To so začasne rešitve, kjer smo jih že iskali in jih bomo še tudi morali poiskati, kajti gradnja prostorov, novih prostorov je bistveno predraga, da bi lahko kupčkali za leto ali pa 2 in iskali tako drage rešitve. Prostor je še v osnovni šoli ob Dravinji, tudi v kombinaciji z novo zgrajeno osnovno šolo ali pa obnovljeno osnovno šolo v Ločah in pa z tem trenutku izpraznjeno zobozdravstveno ordinacijo v Ločah se da marsikaj skombinirati. Končno smo po 11 mesecih čakanja uspeli pridobiti tudi stavbno pravico za gradnjo mostu v Perovcu, tako da je izvajalec del ceste Mostovi Celje že bil uveden v delo. Glede na te prvomajske praznike pa je predvidena fizična gradnja, pričetek fizične gradnje 3. maja, to je ponedeljek, in računamo, da bo v roku do 3. septembra most tudi zgrajen. To na koncu, ko izračunamo, pomeni skoraj enoletno zamudo, ampak ta zamuda je nastala zaradi nejasnih postopkov državne birokracije. Na koncu koncev pa sem jaz vesel, da bomo pa pred zimo most le imeli. Čeravno sem napovedal pred zimo 2009-2010, ampak nikoli ni prepozno, pravijo. Koliko je že vrednost? Vrednost investicije je približno 160 tisoč evrov, s tem pa, da tu noter seveda ni zajeta vrednost rekonstrukcije ceste, lokalne ceste Brezje-Perovec, ki pa je nujna. No, ta cesta pa je v tem planu
predvidenih investicij v sklopu podelitve koncesije za vzdrževanje lokalnih cest. Tako da jaz računam, da bomo enega izmed prvih odsekov bomo ravno tega obnovili. Prihodnji teden boste v Štalcah odprli tudi eno večjih pridobitev na področju vodooskrbe. Ja, gre za prvo investicijo, ki smo jo peljali s pomočjo razpisa iz strukturnega sklada, to je Sklada za razvoj regij. In jaz sem izjemno vesel, da smo po tem dolgotrajni gradnji z kup zapleti le uspeli dobiti kanalizacijski sistem, ki pomeni nadaljevanje pred leti začetek gradnje iz vrha Škavc v smeri Oplotniške ceste in pa seveda ta vodohran z prostornino 400 kubičnih metrov, ki je nadomestil tistega starega, kjer je bil prostora za 50 kubičnih metrov vode. In oba cevovoda, povezovalni in pa odvodni za omrežje, seveda pomenita bistveno izboljšanje na področju vodooskrbe celotnega dela Škavc, dela Vešenika in pa na drugi strani tudi v smeri Prilog.